Lepo pozdravljeni, v središče je prišla Marjeta Šmit, nova poslanka poslanske skupine NSi SLS Fokus. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Prav lep pozdrav vsem skupaj. Midve se sicer tikava, tako da bova tudi zdaj v tem studiu se tikali, če se strinjaš. Lepo prosim, mi bo veliko lažje. No, po poklicu si profesorica defektologije, do izvolitve za poslanko, ravnateljica na osnovni šoli Jela Janežiča v Škofji Loki, to je šola s prilagojenim programom. Zelo si predana svojemu delu, predvsem temu strokovnemu področju. Tudi veliko si naredila za razvoj tega področja, ampak bova tebi dali besedo v nadaljevanju, da boš kaj več povedala o tem. Za začetek pa, ali je bilo težko zamenjati vloge, torej priti iz šole v parlament? Ja, hvala lepa. To je moj vtis, da je bilo težko zamenjati. Zlasti zato, ker če ti delaš skoraj 40 let v šoli, seveda s prekinitvami, a ne tudi pač še z drugimi delovnimi mesti, pa kljub vsemu sem bila zadnjih 27 let ravnateljica šole s prilagojenim programom, z velikim veseljem, z vsem srcem. Ker če to ne bi bila, potem ne bi vsake 4 oziroma 5 let ponovno kandidirala, se prijavila. Po drugi strani pa, ko leta tečejo in ko je prišla nasproti ta možnost kandidiranja na državnozborskih volitvah za kandidatko za poslanko, pa sem po razmisleku ravno tako z veseljem sprejela to vlogo, to delo. Ker seveda šola je eno samo učenje. Tam moraš pač vsak trenutek biti pozoren, vsak dan ti prinese nekaj novega in sem vedela, da bo to glavna usmeritev tudi v prihodnje. Da moram imeti odprto glavo, odprte oči, odprte ušesa, se učiti in to se je potem tudi izkazalo, da temu je tako. Kajti šola, to je razlika, šola ali parlament, to je velika razlika, ker v šoli ti vsak dan potrka na vrata učenec, ti potrka na vrata učitelj, starši in vsak dan imaš neke probleme, ki jih takoj rešuješ, takoj veš, da moraš posvetiti pozornost in tudi rešitve so kar hitre. Tukaj v parlamentu pa temu ni tako. Namreč tukaj pa moraš odpreti vrata sistemu in tukaj pa delaš za ljudi, ki jih v bistvu ne poznaš. Poznaš svoj okoliš, iz kjer prihajaš, poznaš svoje domače ljudi, ampak ne poznaš, zakoni so za vse Slovence. In tukaj pa je ta velika razlika in nenehno moraš to imeti v mislih. Zaradi tega je ta stvar res popolnoma drugačno delovanje. Je pa res, da ko smo bili izvoljeni, pač novi poslanci, ker sem prvič poslanka, sem prišla v našo poslansko skupino. Tukaj vemo, da so že izkušeni poslanci in so nekako res nas postopoma tudi uvajali v to delo, nam zaupali, če lahko tako rečem, nekoliko lažje naloge, čeprav potem v končni fazi sem tudi seveda ugotovila, da imam tudi zelo zahtevno nalogo, kajti predsednica odbora za izobraževanje, ne? Ja, tako je. Kljub temu pa vidim, ne, pri svojih strokovnih sodelavcih, ki pa so tudi praktično vsak trenutek pomagajo in se lahko z njimi pogovarjam, razčiščujem, predvsem na področju zakonodaje. Ker to je naše osnovno, primarno delo poslanca, da bere zakone, bere prejšnje zakone, ugotavlja, kaj pravzaprav želi spremeniti in zato je res potrebno veliko sogovornikov,
In seveda to je popolnoma drugačno delo kot recimo Zelo mi je v šoli. všeč, ko si rekla, da si v parlamentu odprla vrata sistemu, ne? Ampak pravzaprav si morala imeti tudi v šolstvu vsaj priprta vrata, ne? Ker si na nek način tudi ujet v nek sistem. Ne? In tukaj me je vedno zanimalo, ne? Na šolstvo ponavadi gledamo kot na celoto, govorimo seveda predvsem o tem delu rednega šolstva. Ne? Kako borben pa moraš biti, da prideš na nek dnevni red na področju, ki ga ti pokrivaš, se pravi prilagojen program, prilagojeno šolanje. Tako mogoče se mi zdi malo zapostavljeno, tako kot povprečni opazovalki. Kot državljanu, Ja, tako je. od odzunaj. Ja. Ko sem postala ravnateljica, sem vzela v roke 3 take skripte zakonodaje. In čez poletje sem brala to zakonodajo. Tako da sem se zavedala, da prej kot učitelj, ki ima osnovno nalogo, da poučuje, da se sam uči praktično skupaj z učenci, je pa tukaj za ravnatelja bila pomembna zakonodaja. Tako da to je ena od stvari in bolj jo obvladaš, lažje delaš. Ker pač ravnatelj je odgovoren neposredno vsem. Tako otrokom, učiteljem, staršem, lokalni skupnosti, državni nivo, praktično vsem. Kako pa dobijo glas otroci s posebnimi potrebami, to je pa nekakšno tudi taka družbena odločitev. Mi velikokrat omenjamo inkluzijo. Inkluzija je v ožjem smislu, to pomeni, da so otroci vključeni v redne šole ali organizacije, medtem ko pa lahko to vzamemo tudi kot družbeno gibanje. Mogoče bi tukaj spomnila, nekaj tednov nazaj je v Ljubljani potekal festival Igraj se z mano. In opazila sem v medijih, pa tudi, ker je potekal dosti blizu parlamenta, da je se zbralo res ogromno ljudi. Mislim, da je sodelovalo preko 2000 prostovoljcev, da so imeli 60 delavnic na dan, ampak predvsem bi rada izpostavila to, kar so organizatorji naredili in to tudi, kar delajo praktično vse šole, vsi zavodi za otroke, mladostnike s posebnimi potrebami, da so delavnice vodili njihovi učenci, njihovi mladostniki. In ko ti srečaš, ko greš mimo idoči, ker festival Igraj se z mano je pač takšen, mimo in vidiš, da te povabi v neko dejavnost, v neko delavnico, tak učenec, pristopiš s toliko večjim veseljem. Ne, da te povabi recimo učitelj, ampak prav učenec in se lahko z njim zapleteš v pogovor, vzpostaviš odnos, se poigraš, ne vem, igraš kakšno igro, karkoli. Se mi zdi, da je to tisto, kar ruši te meje med nami, kar ruši bariere in tisto, kar se mi zdi najbolj pomembno, gradi odnos. Sicer je pa tako, sama prihajam iz Škofje Loke in imam to res veliko srečo, da prav to okolje, ki te tudi okoliške občine, Železniki, Gorenja vas, Poljane, Žiri, potem, da so to občine, ki so izredno bile naklonjene in so še naklonjeno populaciji otrok in mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami. In jim je vedno bilo pomembno, da je ta sistem v tem okolju zelo močan. In to je bila neka prednost. Drugače, ko govorimo o osnovnih šolah, ampak sploh prebivalci, odrasli, tudi društva, na primer v Škofji Loki, izredno odprta, izredno vključujoča. Naprimer, ko je ravno ta šola, vemo, da, če to mimogrede povem, da število otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji narašča. Zelo, zelo narašča. In izredno veliko šol se srečuje
tudi zavodov s pomanjkanjem prostorov in iščejo različne možnosti, kamor bi se te otroke namestilo. Tukaj pa lahko povem, da je ta naš okoliš bil en tak res svetov model, kjer so se občine, tako sveti, župani, prebivalci odločili, da ta šola, da te ustanove pa bodo imele dovolj prostora. In tako so tudi skupaj zgradili in telovadnico in nadzidek in rekonstrukcijo in tako naprej. Tako da je to en tak zelo svetov primer v Sloveniji, medtem ko pa pač poslušam in vidim, kakšna so ta druga okolja, kjer pa ni tako gladko in ne gre tako gladko. Župani, na primer, zelo izpostavljajo in tudi sama menim, da bi župani tukaj različnih občin, da se povežejo in da nekako poskušajo politiko upravljanja teh naših zavodov dejansko voditi in da potrebujejo pri tem pomoč. Kajti zakonodaja je tukaj tako ohlapna, da se lahko dogovoriš, lahko se pa tudi ne. In vse je na nek način prav. Tukaj bi ta okvir mogoče bil dobro, da se to izpostavi. Sicer so pa to posamezne zgodbe otrok, ko si me vprašala v zvezi s tem, kako pravzaprav prodrž. In vemo, da kako težko se otrok ali pa njegov zastopnik, starši, kako težko se izpostavijo, kako težko je to in rabijo svoje zagovornike, da spregovorijo na mesto njih. To se mi zdi zelo pomembno. To sem tudi sama počela in tudi seveda verjamem, da bom tudi zdaj lahko tudi počela, tako da se že dogovarjam s posameznimi skupinami, z ravnatelji, z učitelji, starši, ki me zdaj tudi nagovarjajo, pokličejo, se z njimi srečam. Tako da mi je to tudi še naprej v veliko veselje. Boš to tudi kako bi rekel, zadržala v sebi in ob sebi, tudi kot poslanka, ne? Ja. Zdaj pač v tem rednem šolanju, osnovne, srednje šole, govorimo o izzivih, kot so, tehnologija, nove tehnologije, preveč zaslonov, mogoče, se pravi, kemične odvisnosti. Govorimo o takih problemih. Kaj pa so problemi na področju šol s prilagojenim programom? So se v kakršnem koli pogledu so podobni, so mogoče v čem specifični? Glede teh mladostniških zadev predvsem, mislim. Ja, so podobni in različni. Eno, kar bi lahko izpostavila in da so si podobni, je to človekova potreba po sprejetosti, po naklonjenosti, po želji po uspehu, po potrjevanju. To je želja vseh otrok. Jaz sem imela res priložnost, tudi ko sta se dve učiteljici likovne vzgoje, sta se odločili, da bosta imeli skupaj pouk. In sta združili učence tako velike redne šole, to jih je bilo tam okrog 20-25, in šole za otroke s posebnimi potrebami, torej šole s prilagojenim programom. In postavili so si stojala in imeli skupno likovno nalogo. Jaz sem imela pa to srečo, da sem lahko recimo prisostvovala in to je bilo nekaj neverjetnega, da v samem obnašanju dejansko ni bilo razlik. Vsi so iskali previdno kontakte, prijateljstva, se pohvalili, kar so ustvarili. To me je navdalo bom rekla, z enim takim res velikim veseljem in tudi imam v spominu in še vedno lahko rečem, da bi res čestitala tema dvema učiteljicama, ampak seveda pa se tukaj področja tudi razlikujejo. Omenila si področje, razumela sem digitalizacijo. Tako, ja. Tukaj vzemimo na primer pametne telefone. Takrat, ko so ti pametni telefoni prišli v roke otrok, ko so prišli pravzaprav na trg, smo jih vsi z navdušenjem sprejeli, tudi starši, in nismo bili pa popolnoma nič opremljeni
kako pravzaprav naše otroke vzgajati z porabo teh telefonov. Ampak otroci so nas prehiteli. Oni so prej začeli uporabljati praktično socialna omrežja. Prej so jih začeli kot orodje uporabljati zato, da so se med sabo povezovali. In mi bi morali takrat, verjetno v šole, ko smo bili ravno tako nepripravljene, si vzeti čas, se z otroki usediti dol, odpreti, skupaj brati vsebine, jih po nekih kriterijih ovrednotiti, presoditi, a so dobre, kaj ni v redu. Te stopnje ni bilo in smo bili bolj ali manj prepuščeni oziroma spretnosti posameznih staršev, posameznih učiteljev. In tako daleč je prišlo, da smo dejansko morali sprejeti zelo rigorozne ukrepe in tudi zdaj sem nedavno nazaj spet slišala za eno državo, kjer celo do 15. leta prepoveduje uporabe teh pametnih telefonov v šolstvo, ker to je res en odraz naše nemoči. In tukaj mi smo obrali neko srednjo pot, se pravi, da učenci prenesejo telefone, če jih prenesejo, ne, na lastno odgovornost, ampak jih morajo odložiti na neko dogovorjeno mesto v šoli, kar zelo popravlja situacijo. Ampak nečesa pa tukaj ne moremo preprečiti. Mi lahko 100-krat damo telefon, odložimo, pa ne bomo preprečili vpliv socialnih omrežij na otrokovo počutje. Kajti tudi, če on telefon uporablja doma, pa bo on takrat v povezavi s svojimi prijatelji, ki mogoče ta povezava je lahko sovražna, napadalna, neprijazna in se bo čutil prizadetega, nesprejetega in on bo to prinesel v šolo. In zato ne bo se mogel zbrati pri pouku, ne bo skoncentriran in zaradi tega se bo zelo slabo učil. In to pa je potem res, bom rekla, že skoraj alarm. A ne? Mi v šolah se moramo s tem resno ukvarjati. Ker ena od stvari, ki se mi zdi tukaj zelo pomembna, je res to duševno, to počutje, to spodbudno učno okolje, kjer se otroci dobro počutijo, kjer se učenci in mladostniki dobro počutijo, kjer se imajo v redu in kjer so nekako spravljeni tudi s temi socialnimi omrežji in z vsemi stiki, recimo, ki jih imajo na teh socialnih omrežjih. Pač v tem šolskem sistemu nasplošno se zdi, da nekako te prilagoditve zaostajajo nekim družbenim trendom, nekim družbenim spremembam, ne. Zdaj, recimo, zadnji rezultati nacionalnega preverjanja znanja, recimo, kažejo upadanje bralne pismenosti, ampak ne samo trenutni rezultati, že nekaj let se pojavlja ta trend slabe bralne pismenosti, naši otroci se pa še vedno učijo za ocene, še vedno ni se nič spremenilo na področju pridobivanja, ne vem, faktografskega znanja, da bi se mogoče bolj usmerili k uporabnemu znanju oziroma k veščinam in tako naprej. Kaj je sistem tako velik, tako okostenel, ni politične, ni strokovne volje, da bi se sistem bolje odzival na družbene spremembe? To je zelo zakomplicirano vprašanje, ampak menim, da sistem in učitelji in ustvarjalci politik bi tukaj res želeli delovati v to smer, da bi bralna pismenost zrasla. In zanimivo se mi zdi ta paradoks, da smo v bistvu v preteklih letih toliko truda vložili, da bi se odmaknili od frontalnega načina dela, kjer učitelj podaja učno snov, otroci sprejemajo in seveda potem to učno snov pokažejo takrat, ko je to primeren čas. Bodisi pri ocenjevanju, ponavljanju, pač kjerkoli, kar naj bi te aktivni pristopi, te aktivne metode dela pripomogle k temu, k boljšemu bralnemu razumevanju. Mislim tukaj, da je razlog za to res širši. Je prav gotovo so tudi pametni telefoni ali pa, če rečemo, tudi ta način komunikacije na socialnih omrežjih,
ki je postal, bi rekla, slengovsk, tipičen za socialna omrežja in pravzaprav od naših mladih, od otrok, od mladostnikov pravzaprav sploh ne zahtevajo več nekega osnovnega sporočila, nekje, da bi ga to pač oblikoval. Ampak je bolj, bi rekla, si noter, si in si dober, če v čim krajšem času poveš čim več. In to sigurno ni nekaj, kar bi bralno pismenost dvigovalo. Dvigujejo jo pa te aktivni pristopi dela, torej pristopi, kjer učenec, kjer dela z originalnimi viri, kjer mu tudi v učbenikih, v delovnih učbenikih ni vse prinešeno, ampak ima možnost te presoje. In potem, predvsem se mi zdi pomembno tudi, da v teh sodelovalnih načinih dela, kjer prihaja do mnenj, kjer izmenjavo mnenj, preverjanju, ali so tako razumeli, ali niso razumeli. In potem seveda tudi pomoč učbenikov, oziroma to, kar sama še bolj zagovarjam, to so res originalni viri. Meni recimo boljše se zdi kot berilo, ki je seveda mora biti in je tudi metodološko lahko zelo dobro zastavljen, notri da vse možnosti, kaj naj otrok, kaj naj učenec počne, ampak še vseeno pa menim, da je bolje, da obišče šolsko knjižnico, da tam izbere gradivo, ki ga bo prebral in ga potem po nekih kriterijih, mogoče tudi na način formativnega spremljanja, kjer je zagotovljena participacija učenca, prav od začetka, od tega, da načrtuje, da ustvari, da izmenja mnenja, da vrednoti svoj prispevek, da vrednoti prispevek svojega sošolca in potem tudi to predstavi na tak celosten način, da se mi zdi, da na tak način tudi kritična presoja tekstov, da bi prinesla dvig bralne pismenosti. Zanimivo, kako živimo v dobi informacij, ampak smo neinformirani, ali kako bi rekla, ne znamo umestiti vseh teh informacij. Tako, to je pravzaprav en vidik bralne pismenosti. Tako, presoja. Zato so recimo res te vsebine, ki jih mogoče sedaj le učni načrti, ne mogoče, ampak nekako vemo, da prejšnji učni načrti, ne ti, ki naj bi z letošnjim šolskim letom dejansko se začeli uresničevati oziroma upeljevati, niso imeli toliko teh vsebin, tega vključenosti učencev praktično v vse elemente delovnega procesa. To se mi zdi zelo pomembno za njih. Bova zaključili malo ven iz šolstva. Je še katero področje, kjer bi rada pustila svoj pečat v tem mandatu? Iz celega tega pogovora je razbrati, da bo seveda srčika tvojega dela izobraževalni sistem, pa vendar imaš mogoče še kakšno področje, ki ti je ljubo, kjer bi mogoče rada kaj premaknila? Prav gotovo, to pa so, bi rekla, naši vsesplošno slovenska področja, ki jih pravzaprav vsi želimo izboljšati in so tudi v koalicijski pogodbi. Hkrati pa so tudi ta področja bila izpostavljena tudi, bom rekla, v mojem domačem kraju in tukaj, ko rečem moj domači kraj, imam v mislih Škofjo Loko in širše Sevško, Poljansko dolino, torej iz krajev, kjer prihajam, tudi proti Medvodom. Namreč zdi se mi tudi spet en tak paradoks v naši družbi, ko gledamo demografijo. Da imamo, seveda vsi vemo, kako se stara prebivalstvo, ta krivulja je res usmerjena navzgor in nataliteta, ta krivulja pa ne raste tako hitro in nastane res ta razlika in me je zanimalo, res me zanima, zakaj, čemu je temu tako, ker nenazadnje imamo v Sloveniji res dobro poskrbljeno za mlade mamice,
imamo neverjetno veliko, 1 leto so lahko na porodniškem dopustu, lahko tudi podaljšajo, imamo nadomestila, tudi enkratne pomoči. Skratka, imamo res dober sistem, tudi očetovski dopust se lahko to prenaša. In zanimalo me je, zakaj pravzaprav to ne spodbuja rasti. Mimogrede prihajam ravno iz področja, kjer imamo kar visoko nataliteto in smo tukaj v rahli prednosti. Pa vendarle ugotavljam, da je to tudi zato, ker mlade družine ne morejo do stanovanj. Ker stanovanja, tudi zdajle sem brala nedavno v javnih občilih, pa so tako draga, da se potem mora mlada družina stiskati v nekih neprimernih prostorih, ne more na tak način zaživeti, tudi se ne more nič več privoščiti, ko pač plača stanovanje. To mi je velika uganka in ko sem iskala razloge, zato bi res podprla to, da bi na kakršenkoli način bilo možno, da bi ta stanovanja bila najprej za mlade družine, ampak tudi za druge. A veste, zato, ker jaz res veliko poznam, ko so stari 35-40 let, pa dejansko plačujejo drage najemnine, pa od tega pravzaprav ne vem, nimajo, ne morejo potem si ustvariti tisto kakovostno življenje, ki bi se ga mogoče res si ga zaslužili, na ta način. Tako, to je to področje. Pa seveda tudi druga. Ena od teh stvari mi je zelo pomembna, je signal. Signal po zraku, signal po cesti, ker zdi se mi nedopustno, da danes ob vsej tehnologiji, ki imamo na razpolago, da imamo še kraje in tudi to še kraje, z katerih prihajam, kjer morajo res eni vrhunski strokovnjaki ajti, pa potovati vsak dan v gužvo, ker pač tam, kjer živi, nima dobrega signala. To je na tak res primer. In sem rekla, mogoče bi pa naša država, namesto da res ogromno denarja vlagamo v neke glomazne projekte, da bi nekaj denarja, 100 milijonov, ne vem koliko, namenili to, da to infrastrukturo dejansko dočakamo. Pa tudi po drugi strani pa po tleh, se pravi, da vsak lahko pride do svoje hiše varno. In vsak trenutek. Ne, da gre čez ene podrte mostove, čez ene grape, luknje in tako naprej. In tukaj ta način bi pa res rada videla, da bi se uravnotežil. Se pravi, te centre, kot tudi podeželje, kot ta naše zaledje, to enakomerno uravnoteženost razvoj naših krajev. Zelo ambiciozni načrti, verjamem, oziroma koalicijska pogodba kaže na to, da jih je trenutna koalicija zelo resno vzela, tako da sogovornika boš imela. Ja, hvala. Se pa še kaj, za danes bova zaključili, ampak se še kaj vidiva in srečava v tem studiu med mandatom. Jaz bom rekla, najlepša hvala za povabilo, za vsa zanimiva vprašanja. Ja, in z veseljem še pridem. Hvala. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali, se vidimo kmalu.